spoči svoje oči na jedeh, pripravljenih z ljubeznijo. Ozri se naokrog. Naša gastronomija ima tradicijo, ki ni samoumevna. Je trajnostna kuhinja, ki jo živimo vsak dan. Zdaj je čas, da si priznamo, da nas stoletja star odnos do naravnih sestavin, poznavanje letnih časov in vsakodnevna priprava ustvarjajo presežke. Naša urbana središča brstijo s kreativo, ki jo omogoča bližina najboljših lokalnih pridelkov. Pustimo, da tisto, kar se morda zdi preprosto in vsakdanje, osupne, nas preseneti. V naših ustih se razvije okus, kot žlahten spomin na potovanje. Okus, ki pričara trgatev, poezijo burje. Nas popelje preko dolin, rek, v gozdove, kjer poznamo imena gob in zelišč. Usedimo se za mizo, tako iz oči v oči, polno dobrot, pridelanih v odročnih gorskih kotičkih, s pridnimi rokami, ki poskrbijo, da so naše kleti in restavracije vedno oskrbljene. Nazdravimo, na vrhunsko, domače in trajnostno. Zdaj je čas za slovensko gastronomijo. Moja Slovenija. Današnje srečanje smo morali začeti s plesom. Nahajamo se namreč v plesni dvorani hotela Jama. In tudi čas je tak, da je treba plesati
v novi igri sveta. Največja kriza v zgodovini turizma zahteva nove obrate, nove ritme in izkušene soplesalce. Zato, cenjeni gostje, toplo dobrodošli na Dnevih slovenskega turizma 2021, največjem in najpomembnejšem strokovnem dogodku z področja turizma. Dogodek organizirajo Slovenska turistična organizacija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Turistično-gostinska zbornica Slovenije, Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Društvo turističnih novinarjev Slovenije in interesna združenja. In v njihovem imenu toplo dobrodošli. Letošnje srečanje poteka v hibridni obliki, zato prav lep pozdrav tudi vsem, ki nas boste v teh 2 dnevih ob številnih pomembnih dogodkih spremljali virtualno. Odpirali bomo nove teme, razmišljali o trajnostni in digitalni transformaciji, ukrepih za okrevanje in odpornost. Smo na pragu novega strateškega obdobja v slovenskem turizmu in z nami bodo o tem govorili izjemni gostje s področja turizma, ekonomije, podnebnih sprememb, digitalizacije in bančništva. Prvi uradni uvodni pozdrav zdaj prepuščam gostitelju, predsedniku uprave Postojnska jama, Marjanu Batagelju. Lepo prosim. Spoštovani gospod minister, drage kolegice in kolegi, za letošnji pozdravni nagovor sem si izbral za vas ime Feniks turizma. Feniks je mitološko bitje, ko umre vsakih 500 let, zato da prinese življenju svežino, mladost. Ta korona je bila ena naravna katastrofa in iz tega moramo mi ostati. Ostati moramo zato, ker delamo v najlepši panogi storitvene dejavnosti. Mi smo tisti, ki ljudem lepšamo življenje in mi smo tisti, ki hočemo te življenje uživati v prostem času. Danes na nek način delamo mi pri Postojnski jami za vas. Srečo imate tudi to, da ste prišli ravno v pravem trenutku, ker korona kriza ima tudi kakšno kolateralno korist. Nikoli ne bi te velike investicije na promenadi končali, če ne bi imeli skoraj 2 leti miru. Ampak tega si pa res nismo želeli in če je Feniks svojimi solzami celo globoke rane, bomo v turizmu te rane cenili z gostoljubnostjo, inovativnostjo, digitalizacijo, strateškim razvojem in pa predvsem ljubeznivim odnosom do gosta. Želim vam prijetno počutje, kot da ste doma, zelo dragi ste nam gostje in vi ste tisti, ki boste dali to upanje slovenskemu turizmu. Brez tega ne bo šlo, kajti časi so že taki, da nam je kriza poleg finančnih učinkov odpeljala tudi upanje. Ampak to upanje današnji dnevi slovenskega turizma vračajo. Lepo se imejte, upamo, da bomo dobre zaključke naredili in v naslednji sezoni spet slavili dneve slovenskega turizma, tako kot temu pritiče. Hvala. Gospod Batagel, najlepša hvala. Vi ste izbrali Feniks, mi izbiramo človeško ribico. Naj še dodam, seveda, da smo v počastitev vašega gostoljubja za vizualno rdečo nit današnjega plenarnega srečanja izbrali človeško ribico. Videli bomo različne faze razvoja človeške ribice oziroma, kot jo imenujemo, tudi močeril oziroma proteus. Naši biologi opravljajo izjemno delo v preučevanju enega izmed najpomembnejših simbolov slovenske, pravzaprav svetovne naravne dediščine. In v znanju je moč, tako se zgodijo spremembe.
Zato zdaj vabim ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospoda Zdravka Počivalška. Lepo prosim. Spoštovani sodelavci in sooblikovalci slovenskega turizma, dragi prijatelji, direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak, direktor podjetja gostitelja, gospod Marjan Batagel, predsednik Turistično-gostinske zbornice, gospod Prebil, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice, gospod Meh, predsednik sekcije za turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici, gospod Cvar, predsednik Turistične zveze Slovenije, gospod Pavle Hevka in pa starosta med turističnimi novinarji. Vsem skupaj lep pozdrav. Moram povedati, da mi je v veliko veselje, da smo za organizatorja Dneva slovenskega turizma zamenjali tiste stalne in pa prepoznane turistične destinacije in verjamem, da tudi s tem dajemo znak, da pristopamo k preporodu turizma na en drugačen način. Pozdravljam vas tokrat točno 11 let po prvič izvedenih dnevih slovenskega turizma, ko smo se odločili, da bomo to zgodbo na nek način združili, vsi tisti relevantni, ki kaj pomenimo v turizmu. Čakamo še na sekcijo za turizem pri Obrtni zbornici, da se v polni meri pridruži in da potem kolektivno to, kar imamo Slovenci za težavo, to branžo popeljamo naprej. Dejstvo pa je, da smo vsako leto skupaj zbrani ključni deležniki slovenskega turizma, ki utrjujemo partnerstvo za boljši in uspešnejši turizem, ki bo hkrati močnejši, vidnejši in odmevnejši. Dejstvo pa je, da je v poldrugem letu boja s korono prišlo do tega, da smo imeli pred sabo veliko izzivov. Turistična panoga je bila in je v posebni situaciji in nedvomno je bila najbolj na udaru v času epidemije. Sedaj jo čakajo izzivi, kako se bo prilagodila novi realnosti in novim navadam ter zahtevam potrošnikov. Najprej, ravno tej panogi smo zagotovili največ državne pomoči. Mimo tega ne morem in ne glede na to, da smo skupaj sprejemali te odločitve, včasih smo mi na koncu morali kot vlada presekati, ampak v turistično panogo je bilo vloženega 1 milijardo evrov. S tem smo zagotovili preživetje večine podjetij. Sedaj želimo panogi pomagati in ji bomo pomagali tudi pri okrevanju sredstvi za investicije, ki jih bo približno 200 milijonov evrov. Pred epidemijo smo bili na odlični razvojni poti. Lahko rečem, da ko sem postal minister leta 2014, smo imeli v Sloveniji, mislim, da pod 10 milijonov nočitev, da smo do leta 2019 dosegli impozantno številko 6 milijonov prihodov ali pa nekaj čez in pa preko 16 milijonov nočitev. Prihodki v turizmu pa so narasli na nekaj manj kot 3 milijarde evrov. Pa ne samo to. Slovenski turizem je s takratno strategijo odlično napredoval na področju vrhunske kakovosti, butičnosti ter na področju zelenega turizma z našim čudovitim naravnim okoljem. Na koncu koncev smo v tistih letih 14-15 začeli s projektom, ki je odmeven v Evropski uniji in to je zelena shema slovenskega turizma, zgodba, ki jo v veliki meri želijo kopirati ostale države članice Evropske unije. Slovenijo smo pripeljali Michelinove zvezdice ter s tem razvili vrhunsko kulinarično destinacijo. A epidemija je udarila po obeh skupinah, po najšibkejših in hkrati tudi po najbolj vrhunskih predstavnikih turistične ponudbe. Danes smo
v času, ko je trenutek, da dosežemo okrevanje in nadaljujemo z razvojem butičnosti in visoke dodane vrednosti. Poglejmo konkretno, kaj je država naredila za turizem. Iz naslova vseh PKP-ov, se pravi protikoronskih paketov, je bilo do sedaj izplačanih 705 milijonov evrov dejavnosti iz turizma in gostinstva. Znotraj tega so tudi prvi boni iz leta 2020. Izven interventnih zakonov smo z razpisi na področju turizma podprli kar 5000 podjetij v vrednosti 238 milijonov z COVID spodbudami. Med ukrepi za ohranitev delovnih mest pa so posebej pomembne subvencije za čakanje na delo, ki jih je turizem od vseh delov gospodarstva, tudi ostale storitvene dejavnosti so to naredile najbolje izkoristil, skrajšan delovni čas za subjekte iz gostinstva in turizma. Iz naslova nadomestil za karanteno je bilo v letih 2021 podjetjem v gostinstvu in turizmu izplačanih več kot 2 milijona evrov. Izplačanih je bilo 58,7 milijona evrov mesečnih temeljnih dogodkov za SP-je, ki so tako ali drugače povezani s turizmom, 109,4 milijona za povračila fiksnih stroškov podjetjem, to je tista zgodba koncem lanskega leta. Strani Ministrstva za infrastrukturo smo podprli tudi upravljavce žičniških naprav in sicer v višini 643 tisoč evrov. Zagotovili smo likvidnostna sredstva preko SID banke, preko Slovenskega podjetniškega sklada in preko Slovenskega regionalnega razvojnega sklada iz Ribnice. Interventni zakon za turizem je zagotovil še dodatnih 243 milijonov evrov pomoči v obliki, enim pravijo tudi PKP 9, turističnih bonov, teh drugih, kjer smo razširili uporabo. Pri turističnih bonih moram še enkrat povedati, da smo bili pred dilemo, ali dati vam, turističnim podjetjem, denar za to, da ne delate na eni strani, ali da ta isti denar, isto vsoto razdelimo med vse slovensko prebivalstvo in vas prisilimo, da se morate za ta denar potruditi. Jaz mislim, da je bila ta odločitev pravilna in to kažejo tudi rezultati. Tudi tukaj moram povedati, da smo nekje na 75% izkoristka bonov iz leta 2020 in na 48 pri bonih iz letošnjega leta, v milijonih je to 217 milijonov, tukaj pa nekaj manj kot 70, milijon pa pol prebivalcev lansko leto, letos pa nekaj manj kot milijon. Naša odločitev je, da ne bomo podaljšali veljavnosti teh bonov, zato ker pričakujemo, da bodo pač prebivalci razumeli, da je to namenjeno pomoči turističnemu gospodarstvu v teh dveh težkih letih. Jaz vem, da bo drugo leto tudi problem, da ni tako, kot da bi prižgal luč ali pa zgasnil luč, da bo zadeva v turizmu zalaufala na novo, vendar bomo naprej gledano iskali druge rešitve. Zato vas apeliram na vas, da spodbujate potrošnjo teh bonov še v teh zadnjih 3 mesecih. Iz tega interventnega zakona smo financirali tudi regres. To, če na nek način povratne informacije spremljam, vidim, da je bilo pri financiranju regresa kar po odzivih sodeč dovolj zadovoljstva strani podjetniškega sektorja. Povračila stroškov za industrijo srečanj, povračila za produkcijo filmov, povračila za vodo, koncesije za vodo smo oprostili, povračila za upravljavce žičnic, tisto sem omenil prej, in pa subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Dodatno pa smo na našem Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo objavili 2 javna poziva za sofinanciranje obratovalnih stroškov, in sicer prvega v višini 10 milijonov evrov, drugega v višini 36, tretji javni razpis pa je v pripravi. Z njim želimo nasloviti 3 področja, ki jih z temi 8 PKP-ji in z interventnim zakonom nismo. To pa so mestni hoteli, receptivne agencije in pa industrija srečanj. Spoštovani, ogromno truda in dela smo vložili skupaj
z vami v te protikoronske ukrepe. Tukaj se zahvaljujem vsem zbornicam, vsem partnerjem, ki ste sodelovali pri pripravi teh ukrepov. Vem, da nismo vseh želja izpolnili, ampak naš namen je bil ukrepati hitro in z namenom rešiti podjetja in pa delovna mesta. Mislim, da številke to govorijo za celotno gospodarstvo, da smo uspeli, pa ravno tako v turizmu. Vsemi kritikami na tisto, kar je še potrebno narediti. Vsi pa še vedno krepko čutimo posledice epidemije COVID-19. To obdobje je bil pa za vse nas, verjamem, da dober čas za resen razmislek, kako naprej. Slišali ste že, da so domačini tukaj naredili nekaj, kar bi drugače težko naredili. Zdaj, vprašati se moramo, kako naprej, kakšen dvig si želimo, kakšen preboj, lovljenje rekordov iz leta 2019. Vsako obdobje nas nečesa nauči in tako nas je ta COVID, mislim, da v veliki meri tudi marsičesa. In danes smo pred obdobjem, ko moramo ustvarjati nove preboje, kakovosti, trajnosti, okoljski kot družbeni, v dvigu dodane vrednosti. Če bi si želeli zgolj vrnitev stanja pred epidemijo, verjamem, da smo zamudili pomembno lekcijo. Ključno je, da izboljšamo ponudbo, čas je za izboljšave in nadgradnjo ponudbe. In upam, da ste izkoristili državno pomoč in da ste ta čas namenili tudi za prestrukturiranje vaše ponudbe. Odgovorno mislim, da moramo vsaj pri sebi prenehati komunicirati fizične številke o rezultatih v turizmu. Zasedeni, polni, nepolni. Pred nami je obdobje, ko moramo začeti meriti zadovoljstvo gostov, zadovoljstvo domačega prebivalstva, ki živi skupaj s turizmom, dodano vrednost, pa na koncu koncev v povezavi z zeleno transformacijo ogljični odtis. Naše zahteve ali pa zahteve naših gostov danes in jutri so in bodo drugačne od tistih v preteklem obdobju. Mi smo na ministrstvu ta čas porabili za oblikovanje ukrepov za preživetje panoge, intenzivno smo razmišljali, kako naprej, in temelje novega obdobja bomo pričeli z oblikovanjem nove strategije turizma za obdobje 2022-2028. Nastavke za to smo postavili na temelju ocene obstoječe strategije. Ta je pokazala, da so nastavki dobri. Čas 2 let smo izkoristili, naredili nekaj pomembnih korakov naprej, veliko izzivov pa nas je počakalo. Seveda se nam je pridružilo še nekaj novih, ampak jaz verjamem, da smo mi na to, če gledamo naprej, pripravljeni. Dejstvo je, da bo imel turizem po več kot desetletju ponovno na voljo sredstva za investicije. Investicije, ki jih turizem slovenski krvavo potrebuje. Za njih smo se izjemno močno borili in turizem ima od letošnjega leta naprej na voljo okvirno 200 milijonov evrov. Iz sklada REACT-EU bomo 50 milijonov evrov namenili vlaganju v prestrukturiranje slovenskih gorskih centrov in v nastanitvene kapacitete višjih kakovosti. Sredstvi sklada za okrevanje in odpornost bomo nadaljevali vlaganja v nastanitvene kapacitete višje kakovosti. Razpis v višini 69 milijonov evrov bomo razpisali takoj na začetku naslednjega leta. Iz istega sklada bomo prvič razpisali sredstva za vsebino, ki se je izkazala za zelo pomembno, in sicer javno turistično infrastrukturo za posebne ponudbene zgodbe. 10 milijonov evrov bo namenjeno temu in tudi ta razpis bo objavljen, če še ne konec letošnjega leta, v začetku naslednjega. Na voljo bomo imeli sredstva tudi v okviru nove finančne perspektive. To bo sofinanciralo vodilne turistične destinacije in nove turistične produkte ter javno turistično infrastrukturo. Ko rečemo o novi finančni perspektivi, mislim
na državnem nivoju na skoraj 3 milijarde evrov nepovratnega denarja, od katerega je vsaj do zdaj šla približno 1/3 v gospodarstvo in od te tretjine bomo en pomemben del namenili tudi turizmu. Poleg vseh naštetih ukrepov bomo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo 47 milijonov evrov namenili obnovi kulturne dediščine, 1 milijon evrov pa bo namenjen tudi nadgradnji že prej omenjene zelene sheme slovenskega turizma in njeni digitalni transformaciji. Mislim, da se danes na tem področju tudi dela ena nadgradnja, da bomo podpisali eno pomembno zavezo. Za vsak naveden javni razpis točno vemo, katere strukturne vrzeli naslavljamo in kaj želimo z njim doseči. Ob tem pa ni cilj zgolj število podprtih projektov, temveč nekaj dosti bolj pomembnega. Kakovost projektov, njihova trajnost in vpliv na dvig dodane vrednosti. Pri tem pa trajnost ne pomeni več zgolj simbolične slike zelene narave, temveč resne premike vseh deležnikov turizma k prispevanju, k doseganju podnebnih ciljev. Ne zgolj zato, ker evropskih sredstev pod milejšimi pogoji ni mogoče dodeliti, ampak ker je to osnovna dolžnost turizma, da okolju tudi vrača. Turizem je res na pragu tega, da vanj vložimo sveže milijone, hkrati pa mora biti vsak naš vložen evro multipliciran. To so sredstva, ki jih bomo investirali v vašo infrastrukturo in produkte, ne zato, da bi vam pomagali, temveč zato, da boste vi iz vsakega evra, ki ga boste dobili, ustvarili mnogo več. Sedaj smo na točki, ko ne smemo nobenih sredstev porabiti napačno. Vse bomo naredili, da niti 1 evro ne bo zapravljen prazno. Že jutri, pojutrišnjem, bo naša razlikovalna prednost jasno vidna. A imamo nove vrhunske produkte, po kakšni ceni jih bomo prodajali? Smo z investicijami v razvoj, promocijo, digitalizacijo dosegli svoj namen? Koliko smo prispevali k varovanju okolja, koliko k dvigu zadovoljstva zaposlenih? Naša skupna vizija o 5-zvezdičnem doživetju našega turizma je prestala test časa in je prava usmeritev tudi za naprej. O pripravi nove strategije bomo skupaj razpravljali, katere ukrepe izpeljati, da bomo dosegli zastavljene cilje. In spoštovani, že sedaj vas vabim k konstruktivnem dialogu in sodelovanju pri tem, da bo tako, kot je bila prejšnja strategija, narejena od spodaj navzgor. Z veseljem pa vam rečem, da z optimizmom gledam v prihodnost. Gospodarstvo in turizem želimo pripeljati do višje konkurenčnosti in produktivnosti. Zdaj bom še enkrat izpostavil bistveno. Nadaljevati moramo z gradnjo tega partnerstva med politiko in gospodarstvom, ki smo ga uspešno začeli v zadnjih letih, še posebej med krizo. Slovenija je namreč močna le toliko, kolikor je močno njeno gospodarstvo. To je temelj, na katerem stoji vse ostalo, od standarda življenja, socialne varnosti do zdravstva, kulture, športa in šolstva. In turizem je naš ključni del gospodarstva in zmore veliko več. Turizem in gospodarstvo, Slovenija bo šla samo še naprej. Hvala. Gospod minister, najlepša hvala. Kot ste rekli, pred krizo smo bili na odlični razvojni poti, z vsemi vložki in prilagoditvami se to zdaj nadaljuje in močno spodbuja in da je zdaj čas za nove preboje. Hvala. Tudi Slovenska turistična organizacija je že pripravila nov program dela za leti 2022 in 2023. Turizem prihodnosti je v popolnem skladju s transformacijo in z načeli trajnostnega razvoja. Zato k mikrofonu zdaj vabi magistrico Majo Pak, direktorico Slovenske turistične organizacije. Prosim.
Spoštovani minister, spoštovani gostje, dragi kolegi, kolegice, dobro jutro in prisrčno dobrodošli na 11 dnevih slovenskega turizma. Nahajamo se dejansko v obdobju polnem izzivov, ampak hkrati tudi polnem priložnosti. In dovolite, da na kratko predstavim vplive pandemije na turizem, globalne trende in aktivnosti na področju razvoja in trženja slovenskega turizma. Pa mogoče najprej za uvod, kje smo v globalni zdravstveni situaciji. Do tega trenutka, tako kot smo tudi poročali zdaj v času pandemije, do zdaj 235 okužb na svetu in končujemo 3. val, in smo pred zelo negotovo situacijo vnaprej. Spopadamo se pa seveda tudi z drugimi izzivi, ki so bili že pred pandemijo in jih je pandemija samo še okrepila. Pa poglejmo najprej vplive pandemije na turizem. V zadnjih 20 letih se je turizem soočil s 3 izjemno hudimi krizami in potreboval nekje 4 do 10 mesecev, da je prišel na številke pred krizo. SARS 5 mesecev, teroristični napad 6 mesecev in globalna ekonomska kriza 10 mesecev. Sedaj po pandemiji COVID-19 ocenjujemo, da bo potrebnih 4 do 5 let. Leto 2020 je bilo najslabše leto v zgodovini turizma. In na globalni ravni smo zabeležili 74% upad mednarodnega turizma in če pogledamo desno, gibanje mednarodnega prometa je v Sloveniji bilo podobno in enak upad, 74% upad tujih turistov. Medtem ko v letošnjem letu, po zaprtju na začetku, smo zabeležili okrevanje na globalni ravni. Do julija imamo tukaj podatke, je glede na lansko leto smo zabeležili 40% upad, kar pomeni še vedno 81% upad glede na 2019. V Sloveniji pa po dobri sezoni do avgusta beležimo dejansko rast tujih turistov za 15%. Na začetku leta sta že bila začrtana 2 scenarija strani Svetovne turistične organizacije, kot veste, glede okrevanja letos in glede na podatke se približujemo temu boljšemu scenariju na globalni ravni mednarodnih prihodov, pričakujemo nekje 65% manj. Kako pa v Sloveniji? Torej v letu 2020 smo na začetku, torej v prvi polovici leta, bili zaprti 2 meseca in potem tudi na koncu 2,5, se pravi 4,5 mesece je bila panoga zaprta. V letošnjem letu prve skoraj 4 mesece, konec aprila, se je začelo postopoma odpirati. To je imelo seveda velik vpliv na promet. V lanskem letu 2020 smo zabeležili 51% manj prihodov in 42% manj prenočitev, medtem kot rečeno, po dobri sezoni, ki je deloma kompenzirala to zaprtje v začetku leta, pa beležimo podobne rezultate kot lani, 1% manj turističnih prihodov, tujih turistov je bilo 15% več v prvih 8 mesecih, skupaj domačih pa 13% manj. To pa pomeni pri tujih še vedno 66% manj kot leta 2019 in pri domačih 10% več kot leta 2019. Skupaj torej 48% manj kot leta 2019. Kako ocenjujemo, kakšen je pogled naprej? Letos računamo, da se bo situacija še nekoliko izboljšala do konca leta in da bomo leto zaključili nekje za 38% manj turističnega prometa in postopoma seveda povečevanje tujih turistov in zmanjševanje domačih. Zelo pereča je bila izguba delovnih mest globalno, več kot 100 milijonov in v Sloveniji nekje čez 5600. Seveda, kaj to pomeni za napovedovanje turističnega prometa?
Pred pandemijo je bilo napovedovanje stabilno, bila je stabilna rast. Sedaj so se te strukture podrle in dejansko se nahajamo v eni veliki negotovosti, kako naprej. Pa poglejmo nekaj globalnih trendov, ki vplivajo na povpraševanje v turizmu in tudi na ponudbo. Trende pred pandemijo so narekovali številni izzivi, kot sem prej omenila, jih je pandemija samo še povečala. Na strani povpraševanja se torej dogajajo velike spremembe, kot smo že večkrat tudi poudarjali in se pogovarjali. Turisti želijo potovati bližje domu, da nadomeščajo letalski promet z železniškim avtomobilom, iščejo avtentična doživetja v naravi, želijo poglobljena potovanja, ki so tudi daljša, se pravi neko umiritev, porasto je zanimanje za daljinsko pohodništvo in kolesarjenje, premik k prehrani rastlinskega izvora, turisti želijo pomagati na potovanju lokalnim podjetnikom, posameznikom in pa želijo oziroma izbirajo vedno bolj okolju prijazna potovanja. Pandemija je ta trend izjemno povečala, hkrati pa pričakujejo odgovorno ravnanje na strani ponudnikov. Nekako so se izoblikovale tri persone oziroma ciljne skupine, o kateri govorimo, in sicer neočakani popotniki, zavedajoči se raziskovalci, umirjeni in poglobljeni. Zdaj, neočakani popotniki, to so tisti, ki so usmerjeni k platformam, ki povezujejo skupnosti, ki živijo za ta trenutek. Zavedajoči se raziskovalci so tisti, ki izjemno cenijo vse, kar je lokalnega, usmerjeni so k trekingu, potujejo z vlaki, avtomobili. Potem je pa tretja skupina umirjeni in poglobljeni, zanima jih zdravje, dobro počutje, rast, osebna rast, velik pomen dajejo standardom varnosti. Kako odgovarjati na nove razmere na strani ponudbe? Ponudniki se seveda morajo situaciji prilagajati in torej oblikujete nove poslovne modele. Na strani destinacije je izjemno pomembna skupna vizija, ki mora biti še bolj fokusirana v smislu, koga želimo nagovoriti. Se pravi, nekateri turisti bodo prišli, koga si želimo. Fokus odločitev je lokalna skupnost. Kakšen turizem želi lokalna skupnost razvijati, se pravi, da se gradi politiko vključujočega turizma. Zavedati se moramo pomen turizma oziroma njegovo vpetost v širši gospodarski ekosistem, kar se tiče infrastrukture, kmetijstva, digitalizacije, transporta, je odvisen od vseh teh področjih, hkrati pa ima izjemne multiplikativne učinke na vsa ta področja. Zelo pomembno načrtovanje turističnega povpraševanja s ciljem uravnotežene rasti in desezonalizacije. In pa pomagati je treba gostom pri sprejemanju odgovornih odločitev. Še vedno namreč je razkorak med tem, kako so turisti osveščeni in kaj potem dejansko naredijo okolju prijaznega. In to vrzel je treba zmanjševati. In pa podjetja morajo sprejeti ukrepe, ki bodo prispevali k razogljičenju panoge in pa k digitalni transformaciji, ki bo pomagala k bolj varni, bolj atraktivni in bolj trajnostni izkušnji. Že minister je omenil oblikovanje nekih novih kazalnikov uspešnosti v turizmu. Govorimo o uravnoteženem sistemu. Že na Blejskem turističnem forumu smo skupaj z Evropsko turistično komisijo, kot se spomnite, govorili o novih kazalnikih uspešnosti. Namreč ta razprava poteka v Sloveniji v treh ključnih momentih. Na eni strani smo zaključili z evalvacijo strategije na Ministrstvu za gospodarstvo in hkrati smo pred pripravo nove strategije. Novi kazalniki potekajo v luči najhujše krize in drugih sprememb in pa potekajo s ciljem, da še bolj realiziramo obljubo Slovenije kot zelene in trajnost usmerjene destinacije. Tako da je potreben je premislek, kakšen turizem želimo naprej, kako hitro in kako daleč ga želimo razvijati. In uravnoteženi kazalniki
morajo postaviti v ospredje trajnost, se pravi vse te 3 stebre trajnosti, okoljska, družbena, ekonomska. Mi smo že imeli razpravo v Sloveniji torej s ključnimi deležniki na temo kazalnikov in so se izoblikovale torej, skupine, kot so ogljični odtis, zadovoljstvo, dodana vrednost, to je tisto, kar bo še potem kasneje razdelano. In nenazadnje, debata o uravnoteženih kazalnikih se bo nadaljevala na General Meetingu Evropske turistične komisije, ki jo gostimo, kot veste, konec novembra, kjer bo posebna delavnica skupaj z njimi na to temo. Slovenija je na podlagi evropskih smernic sprejela načrt okrevanja in odpornost. Tudi to je pomembno, govorimo o dvojni transformaciji, trajnostni, digitalni, ki bo podprta z evropskimi mehanizmi. Sprejet je bil Evropski zeleni dogovor, ki ima veliko področij, veliko izzivov na področju turizma. Sprejet je bil digitalni kompas za digitalno desetletje, ki govori o digitalizaciji javnih storitev, ki govori o kompetencah na področju digitalizacije, preobrazbe podjetij. Vse to izjemno pomembno za turizem in njegovo konkurenčnost. Finančni okvir je pripravljen do leta 2029, minister ga je že podrobno razložil. Zelo pomemben del je torej načrt okrevanja in odpornosti. Strukturo poznate, zelena Slovenija, digitalna Slovenija, pametna in trajnostna. Tukaj je v bistvu zajet največji del turizma in pa odgovorna Slovenija. Ključne prioritete, torej zeleni prehod, digitalni prehod, vse to bo šlo tudi v smislu koristi turizma in pa še posebej pametna in trajnostna Slovenija, kjer je turizem še posebej zajet. Kako bi ta prehod lahko izgledal v praksi? Tukaj so številni kazalniki zadaj, naprimer delež turistične ponudbe, ki mora biti osnovane na klimatsko nevtralnih možnostih, potem cilj do 2030 bo v Evropi vsaj 100 klimatsko nevtralnih mest, upamo, da tudi slovenska med njimi in tako naprej. Kakšni so naši izzivi in priložnosti? Mi smo v zadnjem obdobju, v zadnjih letih res ogromno vlagali v razvoj trajnostnega turizma, promocijo trajnostnega in tu si štejem za uspeh vseh nas, da smo znali komunicirati in razvijati isto zgodbo Slovenije kot zelene destinacije in to je imelo tudi velik učinek v mednarodnih medijih, strokovni javnosti. Mi smo eno raziskavo naredili letos poleti, kjer smo ugotavljali ugled Slovenije kot turistične destinacije, primerjali ga z benchmarkom Avstrija, Italija, Hrvaška, pa potem z Evropo in je ta ugled večji, ravno nadpovprečni, ravno v tej konsistentnosti promocije in razvoja. Tudi za posamezne regije so ocene povsod visoke, najbolj notranjska Istra, kot vidimo. In k temu je zagotovo prispeval ta sistematični pristop z konkretnimi shemami spodbujanja trajnostnega turizma, zelena shema, ki jo vsi dobro poznamo, danes že 200 destinacij ponudnikov vključeno vanjo in pa številni drugi projekti. Postala je tudi model za pripravo evropske sheme za razvoj trajnostnega turizma. Sledimo viziji zelene butične Slovenije in ko se pripravlja sedaj nova strategija, verjamem, da bo ta vizija tudi ostala naprej. Pri tem se soočamo z izzivi, ki jih je pokazala evalvacija, o kateri bomo danes govorili. Se pravi, struktura nastanitvenih kapacitet ni optimalna, prenizka dodana vrednost, nizka produktivnost, problem kadri, posledice pandemije in tako naprej. Veliko izzivov je. Lani in letos sta 2 specifični leti, prišlo je do spremenjene strukture gostov, povpraševanje je bilo spodbojeno z boni in potem več ne bo. Spremenjeno razmerje cena kakovost, se verjetno strinjamo, izrazita sezonalizacija, neenakomerna prizadetost ponudnikov in tudi odmik od želene turistične ponudbe. Tako da je potreben reset v slovenskem turizmu, kot smo že slišali, novi kazalniki, razogljičenje turizma, oblikovanje produktov višje dodane vrednosti.
In zdaj še v zaključnem delu, na kratko naše ključne programske naloge, ki smo jih že predebatirali skupaj z vami na področju razvoja in pa promocije. Ključni produkti v skladu z obstoječo strategijo, outdoor in športni turizem, zdravje, dobro počutje, poslovna srečanja, mesta, kultura, gastronomija. In v naslednjih 2 letih bo poudarek outdoor in športni turizem. Na tem področju smo že naredili prve korake skupaj s temi športnimi zvezami, že se dogovorili za nekatere aktivnosti, tako da gastronomija sedaj prehaja v outdoor in športni turizem. Tudi skupine trgov so spremenjene, prilagojene situaciji, domači trg na novo že 2. leto, evropski primarni trgi, nemško govoreče države, pa Italija, Benelux, Francija, Španija, Velika Britanija, tukaj bo največ sredstev investiranih v 2 letih, potem so evropski sekundarni trgi, Višegrajska skupina, Hrvaška, Srbija, nordijske države, Ruska federacija in pa seveda moramo ohranjati stik s pomembnimi oddaljenimi trgi, kjer je pa najpomembnejša Amerika in pa Kanada, vsaj v tej prvi fazi. Ključni razvojni poudarki, nadaljujemo krepitev zelene sheme in njeno nadgradnjo z zavezo danes s podpisom izločitev plastike za enkratno uporabo. Tukaj tudi želimo v Sloveniji narediti en korak naprej. In projekti, kot so Slovenija Unique Experiences, s katerimi želimo poudarjati, kaj so novi produkti višje dodane vrednosti. Nadaljujemo z izobraževanjem, Management Akademijo in drugimi stvarmi, se pravi izločitev plastike za enkratno uporabo. To bomo z našim promotorjem, ambasadorjem Luko Koširjem, novim dobitnikom Michelinove zvezdice, tudi potem promovirali. Na področju digitalizacije, tukaj je mogoče v vednost, začeli smo že pripravljati strategijo digitalne transformacije slovenskega turizma. Želimo postati ne samo pionirka na področju trajnostnega razvoja, ampak tudi se želimo uvrstiti kot turistična destinacija med 5 evropsko digitalno najbolj naprednih destinacij, kajti digitalizacija mora služiti kot podpora za to, da bomo lahko imeli edinstvena doživetja. Pa ali govorimo o uravnavanju turističnih tokov, digitalizacijo procesov, medtem ko digitalizacijo marketinga smo pa nekako že izvedli v preteklih letih in bodo tukaj nadgradnje. Ključni promocijski poudarki, na domačem trgu nadaljujemo z Mojo Slovenijo, vsi ste vključeni, destinacije, mediji, gospodarstvo, kampanja je odlična, tudi kot veste nagrajena z nagrado Vepsi. Na tujih trgih nadaljujemo z I Feel Slovenia My Way kampanjo, s tem želimo poudariti individualni pristop v našem turizmu, vrsta oglaševanj na najboljših spletnih mestih, poudarjamo seveda varno izkušnjo, partnerstva z globalnimi vplivnimi znamkami, kot so National Geographic, Condé Nast Traveler, Lonely Planet, Eurosport, Michelin, Gomio, skratka močne znamke, ki nekako odražajo te vrednote, ki jih mi želimo odražati, oziroma naša znamka. Na področju poslovnih dogodkov smo razvili virtualne platforme, s tem nadaljujemo, se pravi hibridno in v živo, ključne borze, srečanja se začenjajo. SIV smo, slovensko turistično borzo smo letos že izvedli butično, se pravi SIV on Boutique Tour, jo prilagodili situaciji, odzivi so zelo dobri. Pripravljamo se na Expo Dubaj, kjer bo več predstavitev, 4 makroregije, Slovenija kot celota, dogodki, partnerstva z poslovnimi globalnimi združenji, kot so Virtuoso, Signature v Ameriki, se pravi višji segment potovalnih agencij, PATA, ECTA, APTA, Connection, se pravi delamo s temi, ki verjamemo, da lahko pripeljejo tiste turiste, ki jih mi želimo. In še za zaključek, kot rečeno, vodilna promocijska tema za naslednji 2 leti, aktivne počitnice, športni turizem, trendi gre v to smer, imamo čudovite ambasadorje, ki bodo podpirali ta produkt in promocijo in verjamemo, da lahko skozi to pridemo do odličnih rezultatov. Razpisi za podporo se bodo nadaljevali, kajti pandemija še ni zaključena, tako da sofinanciranje promocije vodilnih destinacij in pa razpisi za agencije. Hvala lepa za pozornost in želim vam en čudovit dan. Hvala.
Gospa Maja Pak, najlepša hvala za vse te analize, povzetke in da lahko Slovenija prosperira kot zelena in v trajnost usmerjena destinacija, kot butična destinacija in predvsem, da prihodnost pripada pogumnim, trajnostnim in digitaliziranim destinacijam. Ves današnji dan, sočasno s plenarnim delom, v Jamskem dvorcu poteka tudi gostinsko-turistični zbor v organizaciji Turistično-gostinske zbornice Slovenije. Tam se odvijajo strokovna tekmovanja, namenjena turističnim družbam in strokovnim šolam. In kot vidite, zdaj sledi malce drugačna prezentacija. Na odru se bo zgodila majhna igra in zato zdaj vabim predsednika Turistično-gostinske zbornice, gospoda Andreja Prebila. Spoštovani gospod Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, spoštovana magistra Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, spoštovani gostitelj, gospod Marjan Batagel, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi in gostje. Lepo pozdravljeni. Verjamem, da se po dolgem času, da smo vsi veseli, da po dolgem času se ponovno srečamo in da v bistvu začnemo doživljati turizem z panogo, katerega smo se odločili v začetku verjetno svojega življenja. Turistično gospodarstvo se v teh nikoli previdenih kriznih časih sooča z mnogimi novimi izzivi. Naj na začetku poudarim, da izzivov, s katerimi smo se soočali in se soočamo, ne bi nikoli uspešno prebudili sami. Zato se na tem mestu posebej zahvaljujem vsem stanovskim organizacijam, še posebej pa zahvala Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, za ministrom Zdravkom Počivalškom, da nam je v najbolj težkih časih prisluhnil in nam je pomagal s sprejetjem ukrepov, ki so nam dejansko pomagali preživeti in kar je pa ključno, ohranili precej delovnih mest. Zavedati pa se moramo, da nas v prvih 4 mesecih naslednjega leta čaka še bolj zahtevno obdobje, saj ne bo več turističnih bonov, subvencijski ukrepi se iztečejo, informacije iz trga pa kažejo na porast povpraševanja šele od velike noči naprej. Po informacijah tuje in domače strokovne javnosti je turizem panoga, ki bo okrevala počasi. Okrevanje se napoveduje na žalost šele v letu 2024. To pa seveda ogroža delovna mesta, kar lahko povzroči še večji odliv kadra iz turistične branže, kjer je kadrovska situacija že alarmantna. Čaka nas torej izredno težko obdobje v prvi polovici naslednjega leta, ko bomo v panogi potrebovali pomoč, da preživimo obdobje do trenutka, ko se bo zaradi COVID sesut trg začel ponovno pobirati. Zagotovo bomo tudi mi v okviru Turistično-gostinske zbornice s svojimi člani in ostalimi turističnimi panožnimi združenji pripravili predlog ukrepov za preživetje panoge v prvih 6 mesecih prihodnjega leta. Menim, da je vsaka kriza tudi čas za tako imenovani reset, za pogled nazaj, tehten premislek in nadgradnjo bodočega delovanja. Smernice razvoja slovenskega turizma, ki smo si jih zastavili, torej trajnost, brezvečno doživetje, digitalizacija in gostoljubje s kakovostnim kadrom so prave in sledijo svetovnim turističnim trendom. Slovenija ima za takšno nadgradnjo vsekakor odlično osnovo, ki jo skupaj gradimo že vrsto let. Imamo čudovito naravo, številne možnosti za aktivnosti v naravi, usmerjeni smo v trajnost, dajemo poudarek dobremu počutju in zdravju gostov, imamo odlično lokalno kulinariko, smo prijazni in ustrežljivi gostitelji. Nenazadnje smo tudi varna dežela, ter smo odlično poskrbeli za zdravje gostov in varnost gostov in seveda naših sodelavcev z vsemi higienskimi ukrepi, ki smo jih sprejeli. Lahko bi podrobneje opisal
in dal poseben pomen tem ključnim smernicam. Ampak glede na to, da smo bili odsotni kar nekaj časa in ker pa gostje kot v turizmu želijo doživetje in ker slika pomeni več kot 1000 besed, predlagam, da predstavljene smernice tudi doživimo. Sredi zvezd, noč in dan se vrti ta svet, zemlja pleše, tja med zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, 1000 let že, zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pleše, tja med zvezde. In z njo gradu vsak oblak, in vse ceste in celota mali dom. Sredi zvezd, noč in dan se vrti ta svet, zemlja pleše, tja med zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, 1000 let že, zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pleše, tja med zvezde. In z njo gradu vsak oblak, in vse ceste in celota mali dom. In gremo še enkrat naprej! Mini navade, maxi razpade, mini maxi, našla sta v praksi drugi pomen. Kar nam ni všeč, pomini, kar nam je pa maxi. Naj bo mini vse, kar je slabo, kar je dobrega, maxi naj bo. Pripojma mini si golja in maxi sreče, ne glede
leti, kako dolgi lasje so obleka in bančni račun. Mini bolezen, maxi ljubezen. Torej, da ne pozabimo, da moramo vse to tudi doživeti, predvsem naši gostje, in da v bistvu tudi naši zaposleni morajo uživati v poklicu, ki ga upravljajo. Zdaj, v času turizma po covidu, menim, da moramo v prihodnosti skupnimi močmi še trdneje in močneje graditi, razvijati in nadgrajevati te 4 ključne smernice, torej trajnost, gradnjo trajnostnih konceptov na vseh področjih turizma in gostinstva, od infrastrukture do ponudbe. 5-videčna doživetja, ki gosta navdušujejo in presegajo pričakovanja. Digitalni razvoj, ki je nujen, da uspemo v prihodnosti, ki mora biti pa premišljen in ciljno usmerjen. In seveda ne smemo pozabiti najbolj pomembno stvar, torej gostoljubnost s kakovostnim kadrom. Če naredimo povzetek, torej pravkar videnega, smo zelo uspešni pri gradnji in razvoju 3 od 4 smernic, torej trajnost, 5-videčna doživetja in digitalni razvoj. Seveda ne smemo pozabiti tudi na skrb za zagotavljanje zdravja in varnosti, tako za zaposlene kot za goste. Tu lahko posebej pohvalim in ugotovim, da je turistična gostinska panoga dobro in profesionalno odzvala ter resnično poskrbela za varnost tako gostov in zaposlenih, s tem pa za dobro počutje. Ne glede na to, da imamo te 3 smernice odlično razvite in jih še razvijamo, bomo v naslednjih letih za višjo konkurenčnost na bližnjih trgih izrednega pomena tudi način, na katerega se bomo lotili okrevanja. Danes smo že marsikaj videli in slišali. Ampak ne glede na to, za naslednji 2 leti se namreč pričakuje velik padec domačega povpraševanja, ki je bil umetno ustvarjen zaradi turističnih bonov, ki so seveda spodbudili povpraševanje in so pomagali turizmu in gostinstvu, da prebrode to krizo. Prav tako se v prihodnjih 2 letih pričakuje, da mednarodno povpraševanje ne bo hitro raslo in bo potrebovalo kar nekaj časa, da doseže boljše in višje rezultate. Torej na trgih v radiusu 600 km okoli Slovenije pa pričakujemo okrevanje v sredini leta 2023, na ostalih trgih, torej overseas in avio gostih, pa v drugi polovici 2024. Torej lahko ugotovimo, da imamo naravne danosti, da uspešno gradimo na smernicah slovenskega turizma in da v 2022 in 2023 ne moremo računati na močen domači trg in na oddaljene aviotrge. Prava strategija za naslednji 2 leti je usmeritev prodaje in komunikacije na trge, ki so nam blizu, torej v radiusu 600 km, s prevozi železnic, avtomobili in tako naprej. Vendar se je potrebno tudi zavedati, da se bodo na te trge osredotočili vsi ostali evropski trgi in bo boj za gosta zahteven in intenziven. Zato menim, da moramo podpreti slovensko turistično organizacijo v vseh pogledih, tako finančno v smislu komunikacijskega budžeta kot kadrovsko, kar bo omogočilo boljše marketinške strategije ter razvoj novih orodij in produktov. Le tako bomo lahko kot Slovenija konkurirali vsem ostalim državam na evropskem trgu. Pretekle izkušnje kažejo, da so višji komunikacijski budžeti, ki so seveda bili pravilno razporejeni, usmerjeni in ciljani, prinesli dobre rezultate. To bo korilo prihodnost oziroma preživetje slovenskega turizma in gostinstva, še več omogočeno bo ponovno rast. Upoštevajoč dejstvo, da naša država razume preomenjene izzive, s katerimi se soočamo
ter podpre slovensko turistično organizacijo in sprejme ukrepe, ki jih potrebujemo za preživetje v prvi polovici prihodnjega leta, se lahko vrnemo na zadnjo, torej 4. ključno smernico, o katerem smo govorili na začetku. To je zagotavljanje številčnega, zadostnega, kakovostnega turističnega kadra. V prihodnje moramo tej smernici posvečati največjo pozornost, saj je od nje odvisen slovenski turizem in gostinstvo. Morda se ponavljam že leta, ampak zares menim, da je to pomembna smernica razvoja slovenskega turizma in gostinstva sploh v tem času. Za smernice, ki smo se jih skupaj zadali, se moramo vprašati, ali imamo dovolj kadra, ali imamo dovolj kakovostnega kadra. Nažalost moramo ugotoviti, da smo v preteklosti naredili premalo in da danes v naši panogi ni potrebnega števila zaposlenih, kar nam daje obvezo za ukrepanje v prihodnosti. Pri tem pa se moramo seveda zavedati, da kakovostnega kadra ne moramo pridobiti čez noč. Zato je potrebno postaviti trdne temelje, izobraževalni sistem, vajeništvo, praksa, pridobivanje izkušenj, dodatna izobraževanja, treningi, ureditev plačilnega sistema in seveda sistema motiviranja. Hkrati z urejeno zakonodajo, ki bo omogočila večjo fleksibilnost v kadrovskem delu glede na posebnosti turizma, ter z vključevanjem in sodelovanjem vseh ključnih deležnikov v turizmu. Torej tako zaposlenih v turistični panogi, kot vlade, vseh ministrstev, lokalnega prebivalstva in vseh turističnih akterjev za to, da lahko zagotavljamo pozitiven vpliv na obiskane destinacije. Zato poseben apel vsem turističnim deležnikom, da posvetijo pozornost ključnemu izzivu. To je zagotovitev kakovostnega kadra. Vsi vemo, da bo dokončna transformacija turizma v Sloveniji omogočena le z številčno zadostnim in kakovostnim kadrom. Za konec pa posebna zahvala vsem turističnim delavcem v Sloveniji, ki so v zadnjem letu in pol dali poseben angažma v teh zahtevnih časih. In seveda ne pozabite, živimo turizem. Gospod Prebilj, najlepša hvala za ta slikovit prikaz digitalnega razvoja. Upam, da ste tudi v zadnjih vrstah videli, kako je robot pripeljal kremšnito, slastno kremšnito in kozarec dobre slovenske vode. Seveda zahvaljujemo se tudi dekletom iz društva Židan Parazol, ki so nastopile v začetku točke. Gospod Predil je omenil tudi, da je vsaka kriza tudi čas za reset. Vsaka kriza je tudi čas priložnosti, to smo danes že večkrat slišali, zato zdaj na oder vabim gospoda Blaža Cvara, predsednika sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije. Spoštovani minister, gospod Zdravko Počivalšek, spoštovana direktorica Slovenske turistične organizacije, gospa Maja Pak, spoštovani gostitelj, gospod Batagel, prijatelji partnerskih panožnih združenj, spoštovane kolegice in kolegi. Pravzaprav so predhodni govorci, kolegi, že povedali vse, pa vendarle, Dnevi slovenskega turizma so vsako leto priložnost za razmislek o preteklem delu in aktivnostih, priložnost za analizo in priložnost za nove skupne cilje. Slovenska turistična organizacija je skupaj s ključnimi institucijami vedno znala postaviti prave smernice in temu primerni so tudi rezultati. Slovenski turizem je zaradi tega zagotovo na pravi poti. Gostinstvo in turizem sta panogi gostoljubja, prijaznih nasmeškov, prijetnih dogodkov, dobre volje in odličnega počutja.
gastronomije različnih nivojev ter okrepčilnih kapljic vseh vrst. Le v pozitivnem duhu je moč vse to razvijati s ciljem po čim večjem napredku. Samo pozitivno usmerjeni bomo spet na dobri poti, da premagamo negativne posledice še vedno trajajoče tako imenovane korona krize. Naši cilji so znani, ovire so rešljive, povezano in partnersko se moramo konstruktivno lotiti že identificiranih vprašanj, pa bodo odgovori in rešitve realno izvedljivi. Na strokovnem srečanju gostincev pretekli teden v Lipici smo gostinci iskali odgovore na trenutno ključna vprašanja. Tako v sekciji za gostinstvo in turizem menimo, da bomo morali veliko aktivnosti nameniti za pridobivanje kakovostnih, kvalificiranih kadrov, brez katerih tudi kakovostne ponudbe pač ne bo. Že skorajda pregovorno butičnost in trajnostni turizem, ki je v velikem razmahu in je v Sloveniji svetla perspektiva, drugače ne bo moč razvijati kot pa z najvišjimi standardi. Poskrbeti moramo tudi za pozitivni imidž poklicev v panogi, da jih bomo čim bolj približali mladim. Izkoristiti moramo vsako priložnost za predstavitev in promocijo teh lepih poklicev. Vsaka kriza je tudi čas priložnosti. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ponuja eno takšnih priložnosti z načrtom za okrevanje in odpornost. Vsakemu načrtu mora slediti izvedba, realizacija pa bo prispevala k novemu napredku. Izziv za vse državne institucije bo, da pomagajo pri okrevanju turizma kot za gospodarstvo ključne strateške panoge. Pričakuje se, da po katastrofi, ki nas je doletela, po vsebini in intenzivnosti izenači ukrepe, ki se bodo sicer izvajali v širši regiji. Zagotoviti bo potrebno konkurenčnost in ne zapraviti tega, kar se je sicer gradilo leta. Glede tega naj dodam še, da naše aktivnosti v preteklem letu in pol lahko zagotovo potrdimo kot uspešne za vse in brez zamere, ker je tako, bom čisto po koroško povedal, še naprej bomo tečni. Gastronomija je v preteklih letih napredek kot cilj vzela zelo resno. Sodelovanje in povezovanje, najvišji standardi in kakovost ponudbe, pogojeni z rabo kakovostnih, lokalno pridelanih surovin, vrhunska znanja naših šefov so privedli k enormni rasti na lestvici najboljših. To potrjujejo tudi mednarodni priznani kulinarični vodniki, denimo Michelin in Gaumiliau. Kulinarični standardi se zaradi tega višajo na vseh nivojih. Tudi pri bolj preprostih ponudnikih, ki pa niso za turistično ponudbo nič manj pomembni. Gostinski lokali vseh vrst so nepogrešljiv del vsakega okolja. Na enem mestu se v gostilnah povezujejo tradicija, kultura, zgodovina, narava in kulinarika. V sekciji za gostinstvo in turizem se bomo še naprej trudili slediti pobudam in predlogom naših gostincev, skupaj s partnerskimi in pristojnimi državnimi institucijami pa bomo zagotovo našli prave rešitve in odgovore na izzive, ki so pred nami. Trdno sem prepričan, da zmoremo. Naj današnji dan poteka v pozitivnem duhu strasti do turizma, kulinarike, gastronomije, vsega, na kar smo tako ponosni. V slovenskih gostilnah pa ste bili in boste vedno dobrodošli, kjer vam zaželimo dober tek in na zdravje.
Gospod Svar, najlepša hvala. Kot ste odlično rekli, cilj je gastronomski napredek, ki temelji na sodelovanju in povezovanju in topli besedi. Kot vidite, so pogledi na letošnjih dnevih slovenskega turizma usmerjeni naprej. Da je slovenski turizem pravzaprav steber blagostanja za našo deželo in njene ljudi, o tem je prepričan gospod Pavle Hevka, predsednik Turistične zveze Slovenije. Lepo prosim. Spoštovani gostje, dragi prijatelji. Na današnjem osrednjem dogodku promoviranja našega turizma, torej na že 11 dnevih slovenskega turizma, vsi sodelujemo na način, ki nam ga dopušča že kar malce nadležna epidemija. Vsi tisti, ki smo se lahko zbrali tu, v parku Postojnska jama, smo skorajda izbranci, ki lahko dogodku prisostvujemo v živo, zato vas na tak način v živo tudi pozdravljam. Prav poseben pozdrav pa namenjam vsem tistim, ki nas spremljate preko svetovnega spleta, ki nam in vam omogoča, da smo za nekaj prijetnih uric skupaj povezani s plemenitim namenom in neomajno voljo, da z združenimi močmi iščemo in najdemo nove, še neohojene poti, na katere bomo usmerili slovenski turizem v teh turbulentnih časih. Tudi letošnji dnevi slovenskega turizma so privabili smetano turističnih ponudnikov, organizatorjev in drugih dejavnikov, ki se vsak na svoj način v danih pogojih trudite osmisliti turistično ponudbo naše dežele, lepe in gostoljubne, in jo ponuditi domačim in tujim turistom v času, ki turizmu ni tako zelo naklonjen, kot bi si želeli. Razmere, v katerih se je znašel v svetovni turizem, še posebej pa tako butični turizem, kot ga razvijamo in ponujemo v Sloveniji, so kot nalašč za transformacijo, za prevetritev vseh elementov turistične ponudbe, za posodobitev in ne nazadnje za priključitev na turistični virtualni oblak, ter za razkošno popestritev turistične ponudbe v živo za vse, ki v svojem pogumom kažejo, da se jim vdih in počitek nekje stran od doma, nenadomestljiv vir energije in radosti, ki jih poganjata skozi življenje. Nabor vprašanj, ki smo se jih dolžni zastaviti na letošnjih dnevih slovenskega turizma, je raznolik, ko že dolgo ne, saj zajema vse od pridobivanja svežega kapitala do iskanja in privabljanja skupnih turistov, ki Slovenije še niso odkrili, pa vse do visoko usposobljenih in prijaznih turističnih delavcev, ki so za ta vredni. Seveda je zelo pomemben del nadgradnje turistične ponudbe tudi dobro izvedena in usmerjena spletna promocija, ki postaja vse bolj prirejena za mlajše generacije, ki malodane že živijo na spletu. Starejšim generacijam pa omogoča hitrejše pridobivanje informacij in lažje odločanje v turistični destinaciji, ki jo želijo obiskati. Vsi tisti vmes pa smo veseli, da se lahko tudi prek svetovnega spleta naplete veliko dobrih zgodb o uspehih našega turizma, ki jih iz dneva v dan ustvarjate večni turistični zanesenjaki na vseh koncih Slovenije. Slovenija pri večini turistov in popotnikov nekako velja le za tranzitno deželo, ki se jo splača posvetiti 2 do 3 dni, nato pa oditi naprej proti južnim deželam. V zadnjem obdobju pa se vendarle oblikuje vse bolj prepoznavna turistična ponudba, ki je vse bolj pestra, inovativna, vpeta hkrati v obstoječe zgodbe našega prostora in našega časa, ter povezana z nitkami zgodovine, ki zdajšnjemu prostoru in času dajo neizbrisen pečat nečesa, kar je samo naše, in nečesa, kar nas definira kot deželo, ki ima mnogo katere danosti in bogatstva, vredne daljšega bivanja v naši deželi. Predvsem pa definira vse nas v vse večjem prepričanju in zavedanju, da je lahko turizem ena od paradnih dejavnosti zdravega razvoja in ravnopravšnje rasti naše države v bogato in napredno družbo. Naj ob koncu zaželim prav vsem, ki na kakršenkoli način delujete v turistični ponudbi Slovenije, kar največji uspeh pri vašem
predanem in vztrajnem delu ter poslanstvu, ki ga tako nesebično in vztrajno širite po naši deželi ter v njej ustvarjate pogoje za dostojno, bogato in svobodno življenje. Hvala vsem. Gospod Hevka, najlepša hvala, upam, da ste dobro. Letošnji dnevi slovenskega turizma so edinstveni prav tu in čez nekaj trenutkov bomo slovesno lansirali iniciativo Manj plastike, več trajnosti. To je močna pobuda večjih deležnikov, ki so se že v preteklosti trudili zmanjševati uporabo plastike za enkratno uporabo, danes pa združujejo moči. Ne pravijo, da je vsa plastika slaba, neodobravana je le tista, ki jo uporabimo zgolj enkrat, nato pa zavržemo. Slovenski turizem ne želi biti del problema, pač pa del rešitve, zato si ponovno zastavlja ambiciozen cilj. K podpisu vabim magistrico Majo Pak, direktorico STO, gospoda ministra Zdravka Počivalška, gospoda Fedjo Pobegajla, direktorja Turistično-gostinske zbornice Slovenije, gospoda Blaža Cvara, predsednika sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, gospoda Pavleta Hevko, predsednika Turistične zveze Slovenije, gospoda Petra Misjo, predsednika Skupnosti občin Slovenije, gospod Tino Hedi Zakonšek, vodjo konzorcija Slovenija Green in gospoda Gašparja Puhana, predsednika Združenja JRE Slovenija. Lepo prosim, če se lahko zberete ob panoju. Spoštovani podpisniki zaveze, s svojimi člani si boste prizadevali za plemenit cilj, da do konca leta 2022 iz poslovanja izločite plastiko za enkratno uporabo, plastenke, plastične kozarce, plastično embalažo za hrano in plastično embalažo za enkratno uporabo v hotelskih sobah, ter nasploh iskali rešitve za manj odpadkov. Torej, zdaj je čas za manj plastike, več trajnosti. Sicer pa, kot je že povedala magistrica Maja Pak, ambasador in prvi podpisnik zaveze je šef Luka Košir iz gostišča Grič, ki je tudi letošnji prejetnik Mišelinove zvezdice. K podpisu zaveze na spletni strani STO ste vabljeni prav vsi partnerji v slovenskem turizmu. S tem prispevate k zdravju ljudi in planeta ter uresničujete vizijo Slovenije kot zelene destinacije za zahtevnega gosta. Torej, čas za manj plastike, več trajnosti. Najlepša hvala vsem, ki ste danes podpisali in seveda upamo na čim več podpisnikov, tudi vas, ki ste tukaj danes zbrani. Moto prvega dela plenarnega srečanja je bil: zdaj je čas za transformacijo. Prehajamo pa zdaj na drugi moto: zdaj je čas za odmor, za kavo. Postregli jo bomo v dvorani Tartarus, to je dvorana zraven. Gre za krajši odmor, saj se ponovno vidimo točno ob 11:10, ko bo z nami osrednji govorec letošnjih dnevov slovenskega turizma, profesor dr. Mojmir Mrak z Ekonomske fakultete. Vljudno vabljeni.